Na tisoče preživelih v vojni vihri na Balkanu, večinoma muslimanskih Bošnjakov v avtonomni srbski pokrajini v povojni Bosni, je ostalo brez zaposlitve in prihodkov ter slabim zdravjem. Obenem pa so dobili še velik finančni udarec. Na sodiščih so jim zavrnili zahteve po odškodninah, brezplačne pravne pomoči niso dobili. Zdaj pa bi morali plačati pristojbine. Večinoma nimajo denarja, zato se soočajo z zasegom lastnine ali dela njihovega mesečnega prihodka. Problem izhaja iz tega, da Bosna ni sprejela nacionalnega zakona o žrtvah mučenja, kar je povzročilo različno obravnavo odškodninskih zahtevkov v dveh avtonomnih regijah, Bošnjaško-hrvaški federaciji in Srbski republiki. Prejšnji teden je Republiška skupščina sprejela predhodno zakonodajo o zahtevah za odškodnino, vendar Bošnjaki pravijo, da jih diskriminira z določitvijo številnih težjih pogojev za nesrbske osebe, da se prijavijo kot žrtve mučenja. Uporniki v vzhodni Guti v Siriji so v torek napadli varni koridor, ki je sicer namenjen evakuaciji civilistov med ruskimi humanitarnimi premori. Njihovi izstrelki so preprečili evakuacijo civilistov, pri tem pa je bilo ranjenih 5 žensk. Tam je sicer zdravstveno osebje, ki išče civiliste in jim po svojih močeh pomaga. Delo imajo onemogočeno zaradi nenehnih napadov. Analitiki pa so poudarili, da je vojska islama z oboroženimi skupinami vpletenimi v napade želela preprečiti ljudem odhod, saj so si prizadevali ohraniti ljudi kot človeški ščit, tako kot so storili prej, ko so ugrabili 5000 ljudi in jih zaklenili v kletkah. V Indoneziji se začenja projekt 7-letnega čiščenja reke Citarium, ene najbolj onesnaženih rek na svetu. Na njej so sicer 3 hidroelektrarne, uporablja se tudi za namakanje riževih polj. Žal pa je skorajda popolnoma polna gospodinjskih odpadkov, onesnažena z nevarnimi barvami in težkimi kislinami, ki jih tovarne odvajajo v njene pritoke in neposredno v reko. V mestu Malaja so prebivalci dejali, da so žal prisiljeni uporabljati rdeče onesnaženo vodo, ki se spušča iz bližnjih tekstilnih tovarn. To pa je povzročilo zdravstvene težave pri mnogih, tudi kožne alergije med otroki. Pobuda po čiščenju zajema 25 okrožij, kjer teče reka. Tam bodo sprejeli stroge ukrepe proti tovarnam, ki v reko odlivajo odpadno vodo. Pričakuje se še več dela, vključno z izobraževanjem lokalnih prebivalcev.